Sem Jana Pristovšek in tukaj je 4. del Kako do ljubečega odnosa. V odnosu je pomembna komunikacija. Vsak dan govorimo, se pogovarjamo, izražamo svoje misli, želje, hotenje, zadovoljstvo, nezadovoljstvo in še 1000 drugih stvari. Pa ste se kdaj vprašali, kaj mi govorimo in kaj sporočamo? Kaj nam drugi govorijo, kaj nam sporočajo in kaj mi razumemo? Strokovnjaki pravijo, da za razumevanje nekega sporočila imajo besede manj kot 10% vpliva. Več kot 30% je odvisno od tega, kako mi to sporočimo, se pravi z barvo glasu in tonom glasu. Več kot 50% pa je neverbalna komunikacija. Poglejmo na primeru, da mene zanima, kam moj mož gre. Jaz ga lahko vprašam, kam greš? Lahko ga vprašam, kam greš? Lahko ga pa vprašam, kam greš? Ste videli zdaj razliko v barvi in tonu glasu? Videli ste tudi razliko v mojem obnašanju, v moji govorici telesa. Zakaj? Zato, ker sem v sporočilo mogla vnesti čustva. Prvo vprašanje se je glasilo, kam greš? Vprašala sem ga kot odrasla oseba odraslo osebo. Drugo vprašanje, kam greš, je vsebovalo jezo. In sem z njim govorila kot odrasla oseba z otrokom, oziroma sem bila že v drami, sem napadalec in on je žrtev. Opazili ste tudi mojo mimiko, ker ne moreš grobo reči, ne da bi vnesel čustvo. Se pravi, najprej čustvo vnesemo, ki se izrazi tudi preko besed, glasu, tona. Če sem jaz jezna, da gre moj mož ven, mu rečem, kam greš? Se pravi, postanem napadalna in sem v drami, sem napadalec in on je žrtev. Tretji primer pa je bil primer, kam greš. Vidite, kako se je moje telo sesedlo? Kako sem rekla kot otrok odraslemu, oziroma sem rekla kot žrtev nekomu, ki mu ni mar zame. Kot lahko vidimo, v veliko sporočil mi lahko vnesemo čustva. Več viharja, ko je v nas, več čustev mi vnesemo v neke besede, v nek stavek. In potem mi teh čustev, mi tega viharja nimamo pod kontrolo. In razumsko ne mislimo sporočiti na tak način, vendar, ker mi tega viharja ne moremo obvladati, obvlada on nas. Čustvene energije obvladajo nas in zato govorimo stvari na način, ki so narobe razumljene. Besede same imajo manj kot 10% pomena. Barva in ton glasu več kot 30%. Vse ostalo je neverbalna komunikacija. Neverbalna komunikacija je energija, ki jo mi vnašamo v neko sporočilo, v nek stavek. In to ni samo napadalnost ali pa vloga ubogi jaz. To je še cela paleta drugih občutkov iz našega nezavednega. Mi težko dostopamo do nezavednega. Do nezavedno se nam odkriva preko čustev. Vendar, če smo mi neprestano usmerjeni navzven, če smo neprestano prepričani, da moramo nekaj narediti, da se bo druga oseba spremenila,
Takrat se mi ne ukvarjamo s sabo, ampak razmišljamo, kaj mi lahko storimo, da bomo na lep ali grd način drugo osebo spremenili na ta način, da nam bo ugodila, da bo tako, da bomo mi notranje pomirjeni, da nam bo všeč, da se bomo počutili ljubeče. Če gremo zdaj iz partnerskega odnosa v malo lažji odnos, ker bolj, ko je odnos tesen, več je te čustvene energije. Poglejmo en standarden odnos tašča snaha. Če malo pogledate v forumih, je teh problemov neskončno. Obe v isti hiši, pride dojenček in tašča zakoraka v stanovanje, dvigne otroka iz posteljice, čeprav še spi, zato ker je ona prišla na obisk in ga bo zdaj malo pocrkljala. Mamica ostane zraven brez besed. Snaha je osupla, ne ve, kaj bi rekla. A lahko se skregata, lahko je užaljena in ji ga vzame iz rok in bo spet prepir in bo spet slaba volja. Tukaj je treba postaviti meje. In kako se postavlja meje? Meje se postavlja z našo energijo, ne napadalno, z mirnostjo, z odločenostjo, ampak z zavedanjem, da imamo prav in da s tem ne bomo nikogar ranili. Ko postavljamo meje, je pomembno, da nimamo želje nekoga raniti, ampak želimo samo povedati, to je moje in do tukaj imam jaz pravico in tukaj čez ti nimaš vstopa. In prvi, ki odloča o otroku, sta mama in oče. Ampak, poglejmo zdaj drugače, zakaj nastane konflikt. Če pogledamo taščo, je v njenem nezavednem, ne zaveda se. Lahko občutek izgube, lahko hoče biti še vedno pomembna, lahko hoče podoživeti lastno materinstvo, ki je tako hitro minilo. Lahko hoče pokazati, da je še vedno glavna. Ne vem, to so neke iztočnice. Na drugi strani pa pogledamo snaho, ki je 20, 30, 40 let mlajša in že zaradi tega v podrejenem položaju, kjer išče svoj prostor pod soncem, išče svoj prostor pod to streho in mogoče ima v sebi občutek, da ni dovolj dobra, da ni dovolj vredna. Želi si sprejetosti v družino, želi nekam spadati, pripadati nekomu, širši družini, ne samo možu. In če bo ta snaha zdaj postavila meje na silo, bo zgubila. Zato, ker je taščina odločitev, taščino zavedanje globoko v sebi, da ima pravico, ker je babica, ker je nona, ker je oma, priti v stanovanje, ki je v njeni hiši in vzeti otroka iz posteljice, zato, ker ima to pravico. To je, če je to v njej, če je ta pravica v njej, bo povozila drugo, ki dvomi vase. Ker snaha mogoče v tem primeru želi: sprejmi me, pokaži mi, da sem dovolj dobra, želim potrditev od tebe, da spadam v to hišo. Ampak tega mogoče niti snaha ne ve, po vsej verjetnosti ne ve. Ve samo to, da ji ni dobro. Ve, da nekdo posega v njen intimni prostor. Otrok spada v njen intimni prostor. Dojenček je njen, ona skrbi zanj, brez nje ne bo preživel. In materinski nagon
je tako močan, da ga želi zaščititi včasih tudi pred ljudmi, pred katerim ga ni treba ščititi. Če otrok spi in če se nona, babica, oma odločita, da ga bosta zbudili in ga bosta crkljali, je treba postaviti meje. Ko otrok spi, se ga pusti na miru. Kaj lahko ta snaha naredi? Ta snaha lahko reče svojemu možu: naredi red. Odvisno je od tega, kakšen odnos imata sin in mama. Če je mama oblastna in če ima sin, se pravi mož, oče, v sebi en kup občutkov krivde, en kup občutkov, da ni vreden. Če ga je mama že 10 000-krat povozila, se jih ne bo mogel upreti. In tako ostane med dvema ognjema. In kaj se zgodi? Zgodi se prvi razdor med partnerjema, med zakoncema. Čisto vseeno je, kdo postavlja meje. Pomembno pa je, kako postavljamo meje. In meje postavljamo z mirnostjo, v sebi, globoko v sebi, ne v glavi, ne v glavi. Tukaj noter, globoko, moramo vedeti, da imamo prav. Kdaj vemo, a imamo mi nekaj v glavi ali imamo nekaj globoko v sebi? Takrat, ko imamo mi v glavi, smo nemirni, smo vznemirjeni. Zato, ker pride v nas do notranjega konflikta. Eno je, ker se mi prepričamo, ker smo prebrali, ker so nam rekli terapevti, ker so nam rekli prijateljice, ker so nam rekli sodelavke, dej moraš narediti. Ampak mi v sebi nismo sigurni, ne upamo, strah nas je. In tukaj pride do notranjega konflikta. Eno moramo, razumsko je jasno, da lahko to naredimo, v sebi se pa počutimo nebogljene, strah nas je, odvrnili se bojo od nas, ne bojo nas imeli radi in še 1000 in 1000 in 1000 drugih kombinacij je lahko. In zato jaz pravim, malo odložite zunanji svet, malo ga odložite in se posvetite sebi. In takrat se bodo začele zadeve drugače odvijati. Stvar, ki gre v napačno smer, bo šla še bolj v napačno smer, bo šla vse bolj v napačno smer. In smer lahko spremenimo ne tako, da začnemo na tak ali drugačen način drugega vzgajati, drugemu groziti, drugemu težiti, ampak tako, da najprej predelamo te stvari v sebi. Zakaj do teh stvari tako težko pridemo? Je to zato, ker so bolj subtilne in je zunanjih dražljajev čist preveč. Tempo življenja je hiter, glasni smo, uma ne obvladamo. Ljudje moji, more biti v kletki. Če vam razgraja, dajte ga v kletko. Kako se to naredi? Sem napisala v knjigi Čarobni odnos. Pišem v skupini z istim naslovom, na Facebook skupini z istim naslovom. Napisano je na moji spletni strani. Lahko vam pomagam na individualnih tretmajih. Odločitev je vaša, možnost je. Lahko vzamete katerokoli drugo metodo. Ampak važno je, da ukrotite In ko boste približno ukrotili boste slišali tudi sebe. In zdaj, če se jaz vrnem nazaj na komunikacijo, ker smo malo zašli, ker jaz vedno malo zaidem, se pravi, eno je, kaj mi govorimo, drugo je, kaj mi sporočamo. In več kot 55% je sporočila, vsebuje to, kar je v našem nezavednem. In naše nezavedno nam vsak dan preko čustev, preko sporočil sporoča, kaj je tisto, kar mi lahko spremenimo.
mi večino stvari v nezavednem lahko spremenimo. Ne pa takoj. Ne gre vedno lahko, ne gre vedno hitro in ni vedno lahko. Vendar je vse to še vedno manj težko, bolj hitro od tega, če vse skupaj pustimo in rečemo bo že. Če rečete bo že, potem morate to tudi spustiti. Se pravi, v vas ne sme biti nemira, ne sme biti strahu, ne smete se več spomniti na to, ne sme biti demonov ob misli na to, ne sme biti tesnobe ob misli na to. Če se vse to pojavlja, potem vi svojo energijo to samo še hranite. Jaz mislim, da je bilo za danes dovolj, verjetno bom o tem še govorila, a neverjetno, ker bom. Vesela bom, če se prijavite na moj YouTube kanal, če se pridružite Facebook skupini Čarobni odnos, če preberete mojo knjigo z naslovom Čarobni odnos ali pa 8 moških, zakaj pa ne, in obiščite mojo spletno stran, napišite meni sporočilo, mail, kmalu se vidimo, do takrat pa bodite dobri, zdravi in imejte se radi. Čau, čau!